politika. Tako da iščemo vsa podjetja, ki jih zanima dati neko dodano vrednost njihovim zaposlenim oziroma njim kot podjetjem in upamo na odlično sodelovanje. Tako da bom vesela vseh vprašanj kasneje, tako da hvala. Katja, Krona Plus. Hvala lepa vsem obiskovalkam za to res izčrpno in zanimivo predstavitev. Sedaj pa napočil čas, da se mi tukaj na odru pridružijo vedno predane, vedno proaktivne, vedno profesionalne in pa jasno vedno pozitivne članice naše najstarejše skupine v Sloveniji, to je skupine Dolenje Monika. Prosim Martino Podrun, Suzana Plešic, Monika Rjavec, Mirjana Novak, Mojca Smrkol, Katja Uršič, Mojca Zupan-Vrtač, Darja Pirec, Hrenjeve Bobič, Polonca Oberč-Jereb, Frida Bijec in pa Erika Kostanšek. Moram reči, da me je doletela na pozitivna čast biti tukaj naenkrat z vsemi našimi podjetnicami, tako da jaz predlagam, da začnemo z našo predstavitvijo. Alenka Gregor-Babnik, danes je odsotna. Zakaj? Jasno, zunaj je sneg in so tisti zamudniki, ki še niso obuli svojih zimskih koničkov v zimsko opremo, so danes pri njej, tako da se danes žal opravičuje. Ona, jasno, je vodi njen avtoservis Gregorc, pri katerem poskrbijo za menjavo zimskih v letne in pa obratno, se pravi, menjavo pneumatik, poskrbijo tudi bočne gume, manjše, večje, tako da poskrbijo za celotno zadevo, da boste na cesti varni. Sedaj gremo dalje. Darja Pirec. Pozdravljeni, sem Darja Pirec, masažni studio Malisa iz Kranja. Skupaj s sinom Lukom skrbiva za to, da odpravljava vaše bolečine in težko gibanje v posameznih delih telesa, po čem sva najbolj prepoznavna, potem, da se vsakemu posamezniku posebej posvetiva in nudiva terapije, ki so za vsakega posameznika v tistem trenutku najbolj pomembne. Masažni studio Malisa, Darja Pirec. Erika Kostanšek, E3 Plus računovodski servis. Danes smo že veliko slišali o darilih, zato vam bom jaz danes povedala eno malenkost z mojega področja. In sicer v tem času veliko obdarujemo zaposlene, poslovne partnerje in otroke naših zaposlenih. In bom čisto samo eno posebnost povedala. Svetujem, da namesto božičnice in 13. plače rajši izplačate nagrado za poslovno uspešnost. S tem se izognete plačilu dohodnine, seveda v ozadju pa morate sestaviti en pravilnik, ampak zaposleni bojo dobili več, mnogo več kot s 13. plačo oziroma z božičnico. V tem času pa lahko obdarite tudi njihove otroke. Seveda, če so stari do 15 let, da prejmejo darila v mesecu decembru in da darilo ne presega vrednost 42 evrov. Na taka in še mnogo druga vprašanja vam seveda z veseljem odgovorimo v E3 Plus računovodskem servisu z ekipo 9 strokovnjakov s 22-letnimi izkušnjami. In nič skrbeti, če ste mogoče pozabili vzeti račun v trgovini, ki bi glasil na ime vašega podjetja, medtem ko ste kupovali darila za otroke vaših zaposlenih ali za zaposlene, lahko izkoristite administrativno poenostavitev, kar pomeni, da lahko predložite v računovodstvo tak račun brez naziva vašega imena in računovodstvo vam ga bo poknjižilo, če ta vrednost ne presega 100 evrov. Tako da veseli bomo takih in drugačnih vprašanj v ekipi E3 Plus za vaš plus. Frida Bijec iz Cvetličarne Zvonček. Naši dve primarni dejavnosti sta žalno cvetje in pa poročno cvetje. Vsi vemo, kaj to je. Obdarimo s cvetjem, se pravi cvetje dostavimo lahko na dom ali v podjetje.
Aranžiramo darila, okrasimo in s cvetjem uredimo poslovne prostore. Kaj pa trenutno delamo? Pripravljamo se na sobotno poroko, tukaj v Ljubljani. V četrtek krasimo kozmetični salon tukaj v Ljubljani tudi. Predvsem pa delamo adventne venčke in pa aranžmaje, ki bodo krasili praznične dni. Če poznate koga, ki bi želel imeti poseben adventni venček na vratih ali v poslovnem prostoru ali doma, nas lahko priporočite. Frida Bijec, Cvetličarna Zvonček. Jaz bom danes nadomeščala Jasno Čuk Kolavčič, ki je zaradi vremena žal morala obrniti, je iz Vipave. In sicer naša Jasna je krasna grafična oblikovalka, za tiste, ki si želijo nove podobe poslovne, da se na ponavljajo obrnejo. Dobro jutro še enkrat. Martina Kodrun, osebna trenerka, posebna trenerka. Tukaj na sliki vidite mojo preobrazbo. Ta leva fotka je iz leta 2010, ko se je moj brat poročil, tako da to bo zavedno ovekovečeno, jaz sem imela takrat 18 kg več. Potem sem se postopoma upisala v fitness, v približno letu pa pol do 2 shujšala nekje 17-18 kg. Ampak zdaj s svojimi strankami take rezultate dosegam precej prej. Skupaj z nekaterimi izmed sočlanov in sočlanic smo namreč razvili program, ki vključuje smernice za prehrano, za gibanje in pa kvalitetne probiotike ter prebiotike. In v bistvu s tem programom moje stranke v povprečju v 90 dneh izgubijo 12 do 15 kg. Kar je pa še bolj pomembno je pa to, da pridobijo več energije, več vitalnosti, tudi mišično maso oblikujemo telo, tako da na vseh področjih dvignemo kvaliteto življenja. V tem trenutku iščem eno, maksimalno 2, če bi hodila v paru, ženski starejši od 30-35 let na področju Ljubljane, ki bi trenirale z mano. Lahko se pa tudi prek interneta kaj izmenimo. Se pravi, če poznate kako tako primerno kandidatko, se lahko obrnete name. Martina Kodrun, osebna trenerka. Pozdravljeni, sem Katja Uršič. Danes predstavljam potovalno agencijo Arslonga. Naša potovalna agencija je specializirana na ekskurzije, pa na potovanja z kulturno-zgodovinsko vsebino. Z nami hodijo zaključene skupine, pa tudi posamezniki. Zdaj ob koncu leta organiziramo več izletov, adventnih izletov na sever, se pravi Salzburg, Dunaj, Bavarska. Lahko vas popeljamo pa tudi v Firence. Drugače pa v tem trenutku iščemo stranke, ki so že odločene, da bojo v naslednjem letu potovale, imajo mogoče celo že cilj izbran in so pripravljene se prijaviti že danes, ker za nas so zgodne prijave zelo pomembne, da lahko projekte izpeljamo. Ni važno samo s kom, ampak tudi kam. Arslonga. Pozdravljeni v studiu Meridian, Mirjana Novak SP, pa si želimo oziroma želim ljudi s kroničnimi težavami, dermatitisi, alergijami, kakršnimi koli težavami. Te so moj izziv z BIT metodo z aparatom M5 aparatom iz Nemčije, podjetja Biokat z več kot 40-letno tradicijo. Želim peljati naprej njihovo zgodbo in pisati še več kliničnih protokolov, študij, ki dokazujejo, da je možno telo postaviti v ravnovesje pravi čas in da veliko kroničnih težav izgine z BIT metodo. Pozdravljeni, Mojca Smrkolj, Hortis Biro, od načrta do vrta. Pri nas se ukvarjamo s krajinsko-arhitekturnim projektiranjem in urejanjem ter vzdrževanjem parkov, vrtov in drugih odprtih površin. Trenutno rišemo načrte za vrtove, katere bomo izvajali ali bodo same izvajale stranke v spomladanskem času. Zato tudi iščemo ljudi, ki bi se nam prepustili, da jim svetujemo, narišemo in potem v marcu izvedemo vrt. Mojca Smrkolj, Hortis Biro, od načrta do vrta. Mojca Zupa Vrtač, moj servis računalniške storitve.
Danes so računalniki nepogrešljivo orodje pri našem delu, se strinjate? Zdaj, kaj pa si podjetniki oziroma podjetnice želimo v zvezi z računalniki? Verjetno to, da bi nam nemoteno delovali med tem, ko mi upravljamo svoje delo. Med drugim tudi, recimo, ko se računalnik ukvarja, da so naši podatki na varnem, da so podatki na varnem, da se ne okužijo z virusi, da imamo hiter dostop do interneta, da imamo dostop do podatkov od kodarkoli in kadarkoli in tako dalje. Kaj pa si želimo v primeru, da se nam vseeno zgodi kakšna okvara, pa da imamo kakšno težavo? Verjetno to, tako da je ta težava čim hitreje odpravljena in da lahko nadaljujemo s svojim delom. Na koga se lahko obrnete, da vam bodo računalniki služili in da v primeru težav, okvar, da boste to težavo čim prej imeli odpravljeno in da boste lahko nadaljevali s svojim delom. Lahko se obrnete na nas, ker to mi počnemo. Mojca Zupan Vrtač, moj servis računalniške storitve. Dobro jutro vsem skupaj, sem Monika Rjavec, prihajam iz družinskega podjetja Pohištva Rjavec. Mi se ukvarjamo z kuhinjami in ostalim pohištvom po meri, izdelovanjem kuhinj. Že moj ded je mizar, moj oče je mizar, moj stric je mizar. Jaz sicer nisem mizarka, ampak vem dosti o mizarstvu, ker komuniciram s strankami in tudi z ostalimi zaposlenimi. Danes se je tukaj kar veliko žensk, mogoče nekaj nas je, ki smo pregovorno v moških vodah oziroma v moških poslih. Kaj sem se prvo naučila na svoji sicer ne precej dolgi podjetniški poti? Trda koža, to je prvo. Drugo pa je inovativnost. Se pravi, če hočeš biti med najboljšimi v svojem poslu, moraš zmeraj ubirati svoje poti, vedno nove izzive si zadajati in pa ne smeš stagnirati, se pravi zmeraj nekaj novega. Ukvarjamo se tako s prenovami kuhinj, kot tudi s kuhinjami v novogradnjah. Zdaj, veliko ljudi nekako je ta proces prenove predvsej, bom rekla, stresen. Ne veš, kako ga bi se lotil, odlašaš 1, 2, 3, 10 let. Tako da jaz svetujem vsem, da pridejo v naš salon, pogledamo prostor, pogledamo kuhinjo, oziroma prostor prilagodimo kuhinji, kuhinjo prilagodimo prostoru in potem z vami uskladimo načrte. Monika Rjavec, Pohištvo Rjavec. Renimi Vrbovic, Zobozdravstveni center Babit. V Babitu nudimo vse zobozdravstvene storitve in specialnosti na enem mestu, kot vidite, tukaj so tudi naštete. Predvsem pa poskrbimo, da je obisk pri zobozdravniku za vse naše paciente miren, nestresen in predvsem brez bolečin. Tako da, če poznate kakšne ljudi, prijatelje, sorodnike, ki imajo zakoreninen strah iz otroštva pred zobozdravnikom, smo mi pravi naslov, poskrbeli bomo za njih, da bo ta obisk čim bolj prijeten. Za tiste najbolj prestrašene pa imamo tudi poseg v sedaciji s smejalnim plinom. Drugače pa delujemo že več kot 25 let, za več kot 25-člansko ekipo poskrbimo za vse vaše zobozdravstvene težave. Renimi Vrbovic, Zobozdravstveni center Babit. Dobar dan, jaz sem Suzana Plešic iz Primosvadbenega centra. Od danes bi vse povabila, da zapremo oči. Mi, ki stojimo, kot vi, ki sedite. Poravnate hrbtenico. Čist sprostimo trebuh. Naredimo en dolg vdih v trebuh. In še daljši izdih. Vso svojo pozornost damo na svoje dihanje. Začutimo svoje telo. Tla pod sabo. In zdaj počasi odpremo oči.
drugačni. V soboto bomo sproščali tako fizično telo kot naš v Primus vadbenem centru na daljši meditaciji in sproščanju. Suzana Plešic, Primus vadbeni center. Poloncev Obačevet, premožensko svetovalna pisarna. Pri nas svetujemo strankam oziroma odgovarjamo strankam na vprašanje, kam investirati, kako investirati, ali vrčevati, zakaj tja ja, zakaj ne. Poskušamo z njimi prebrati drobni tisk, opozoriti na vsa pasti tveganja in pa seveda tudi priložnosti na finančnem trgu. Predvsem nam je pa namen, da vsak posameznik razume, da ni to zelo pomembna količina denarja, ki jo ima, ampak tisto, kako s tisto količino, ki jo ima, ravna. Torej, izobraževanje o upravljanju osebnih financ. Kaj iščemo? Iščemo trenutno podjetnike, posameznike ali pa družinska podjetja zaposlenih do 10 oseb, ki bi bili pripravljeni svojim zaposlenim omogočiti eno predavanje na temo, kako poskrbeti za svojo pokojnino. Ob tej priliki bi vas rada nagovorila, jaz sem 6 let nazaj v svojo podjetniško dejavnost unesla delovanje BNI-ja in tako kot je Martina rekla v začetku, si ne predstavljam tudi jaz ne več brez tega biti. Zakaj? V eni taki skupini se kreirata zaupanje in spoštovanje. In to sta dva dejavnika, pri katerim je potem posel ne nujna stvar, ampak avtomatska posledica. Tako da, to bi bilo z naše strani za danes vse. Hvala lepa za ta izčrpen aplauz. Jaz menim, da so bile te predstavitve zelo zanimive in pa učinkovite. Evo, ena legendarna slovenska popevka pravi, ni cvetja brez trnja. Tako da mi vsi, jasno, cel moški del iz Manevretja vam želi čim več cvetja, pa ne samo danes, ampak tudi še na nadaljne vaše podjetniške dni. Hvala, izvolite. Še vseeno sledim najpomembnejši del sestanka in sicer pozitivni prispevek. Vsak torek se člani skupine Monike potrudimo, da vsak od nas daje pozitivni prispevek, kar pomeni ali poslovna napotnica, torej napotilo za potencialni posel sočlanov, ali povabi obiskovalca oziroma damo pozitivno pričanje za enega od sočlanov. Tako da bi prosila, Brane, da kar pa tem začnemo.